in sem z vami. En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v četrtkih 2020 in 230. oddaja. My God! A veste, da sem šla malo pogledati oddaje za nazaj? Kaj vse sem že jaz vam povedala? Wow! Danes je poseben večer. Čakaj, vidim, če mi dela. Aha, ok. Je zagrablo. Po moje. Noč mi ni zapiskalo. Ponavadi mi zapiska, če sem prisotna ali pa nisem prisotna, zdaj ni nič zapiskalo. Ampak zdaj vidim, da sem že z vami. Ok, lep večer. Amanda, lep dober večer, tudi vsem ostalim. Danes ker ne vem, imam tako 1, 2, 3, 4 stvari, 5 stvari zapovedati, pa rečem, a bo to preveč, ali to ne bo preveč. Prva zadeva, ki se mi zdi smiselna, ker se mi je pravkar zgodila, umrl mi je stric. Ni potrebno mi izreči sožalje, ker verjamem, da čisto vsi mi bi izrekli sožalje, ampak bistvo, kaj bi želela povedati. A vi veste, ko duša umre, oziroma duša ne umre, ko mi umremo, ko pač telo umre, se naša duša ponovno rodi. In en dober nasvet, ki sem ga jaz vzela že pred leti, to je ful lepo, meni je to ful lepo, ker smo to, to so jaz temu rečem, to so neki običaji, ki so mi pa prirasli k srcu in jih peljem že od moje babice. In potem to enako je potem moja mama mi še zraven dodala in potem jaz. Ko vam kdo umre od vaših najbližjih, prižgite svečo in imejte svečo čist cel dan prižgano. Takrat je tudi dobro, da ste s pokojnikom, da se spomnite na njegove dobre stvari, kar je počel, ne na slabe, na dobre stvari se spomnite. Zato, da mu date lepo popotnico in s tem sebi date večji blagoslov. No, naprimer, ker sem pa še jaz mogoče majčken drugačna, pa rada posvetim časa, takrat tudi svojo vibracijo, ne rada prenašam kar tako na druge, ampak v tej vibraciji smo mi potem na malce nižji vibraciji, malce bolj odprti, na nek način ranljivi in je dobro, da ste sami seboj. Takrat imate zelo dobro priložnost za kakršnekoli nove ideje. Tako da, če vam kdo umre, to ne pomeni žalost. Ko nekdo umre, se nova duša ponovno rodi, ali pa se, naprimer, danes mi je bilo ful lepo, ker mi je napisala ena izmed mojih strank, sester, ne vem več kako rečem, tako grda mi je beseda, stranke, me grda, ni mi všeč, mogoče prijateljice, vsem prijateljice spet nekaj se skozi ne družimo, je napisala, da je danes pa, ker je pač babica, je pa danes imela krasen porod otroka, glih, ne vem, v sredi popoldneva, to pomeni, nekdo je umrl, ena duša je zaživela. Tako da, ko vam kdo od bližnjih, od tistih, ki ga spoštujete, imate radi ali je povezan z vami, je zelo dobro kako svečko prižgati. Pri nas to pomeni svečke takrat tisti dan skozi gorijo in takrat so misli usmerjene tudi k njemu, se mu pošilja ljubezen in s tem, ko se pošilja tej osebi ljubezen, se pošilja tudi vam. In vi dobite še večji blessing. Tako da, če sem iskrena, danes se počutim, mi je prej rekla ena izmed mojih sodelavk, ko sem govorila po telefonu, rekla, čist si v zenu, čist cel dan sem v zenu. Ja, zato, ko daješ ljubezen in ta ljubezen tudi prije do tebe nazaj. Ok, to je prva stvar, ki se mi zdi, da je dobra, ker če se je že zgodila, potem, da se zavedamo, tisti, ki ste brali, ali pa tisti, ki mogoče ste kaj zaslišali z ušesom, da obstajajo knjige Plan duše, to bomo midve tudi govorile, ne bomo govorile z Evo o plan duše, ampak bomo govorile, kako to ljubezen do sebe, kako sploh začutiti to ljubezen do sebe. Ok, to je prva stvar, ki sem jo želela povedati. Naprej, druga, ki se mi zdi pomembna, tudi pomembna, je srčno upam, da ne trenirate, da ponavljate afirmacijo, ki ste jo dobili iz oddaje Poglobljeno. To pomeni, odpuščam si za vse rane, ki sem si jih zadala v življenju, da si odpuščate in se sprejemate točno takšni, kot ste. No, zdaj pa ne vem, kam je. Tako da,
To je afirmacija, ko vas bom nekje, tako bi si želela, da me kje srečate vmes, ali je to v trgovini ali pa kjerkoli, pa da me malo pocukate za rokav, pa da mi rečete, ponavljam to afirmacijo in sem res osvobojena. S tem si dajete rukzake dol in se res prejemate. Dajte enega po enega si devate dol. In še, zdaj je teden dni, odkar sem to govorila, ali teden, ali 2 tedna, tako, kak teden ali pa na 2 tedna pa delite tisto vajo, da odpuščate in se osvobajate. Odpuščam si in se osvobajam. In tisto v školjki spustite. Ok, to je druga stvar. Ta tretja, ja, saj ne vem, koliko jih imam, pa tako ni čudno, imam video po 40 minut. Ena zadeva, ki se mi zdi pa odlična, ki sem rekla, da se bom v torek javila, pa se pol nisem javila v torek, se mi zdi, da me že imate poln kufer na teh videih, pa tudi jaz včasih ne morem. To mora biti moj navdih. Če je navdih, takrat je super, če pa ni navdiha, pa ne. Toliko lepih komentarjev, ki jih jaz dobim, ko prebirate mojo knjigo, to je noro, to je res noro. To je tako srčno, to tako zavibrira z mano, da sem iz srca resnično hvaležna za vsak komentar. Čisto vsak komentar. Tako, prav, ko začutim, ko napišete o prebojih, kako niste več žrtev, kako ste se spremenili v zmagovalko, kako si vzamete čas zase, kako gledate drugače v službi, kako sprejemate svoje sodelavce, kako sprejemate, ful mi je dobro to. Hvala vam tudi za vse komentarje glede tašče, kako vidite taščo drugače, kako mamo gledate, noro, res noro. Tako da, lepo prosim, če ste za to, bomo izbrali nekaj ambasadork, ne vem koliko, lahko da bo 9, lahko da bo 20, lahko da bo 15, lahko da bo 5, ne vem kogarkoli. Če bi bile pripravljene napisati pod ta video, kaj kratko, zelo kratko, kaj vam je dala moja knjiga. To meni, kaj je tista sprememba, ki ste jo naredili v življenju. Na kratko, čeprav toliko lepih komentarjev, da vem, da se ne da na kratko, pa ko jih prebiram, noro, res noro. In pol srčno upam, da mi ne bo zamerila, ne bom povedala ime osebe, ki sem ga dobila včeraj komentar. Tako da je tako, pa bom samo en delček ven vzela, ki se mi je res del tak močen, ki mi je napisala, nikoli se nisem dosti cenila. Ne bom zdaj od začetka, od začetka me je malo hvalila, pa tako, ampak bistvo, kar je. Nikoli se nisem dovolj cenila, in zato me tudi drugi niso cenili. Vsakodnevno sem bila dana v nič večkrat. Nato se je po vaši zaslugi v meni nekaj zgodilo, premaknilo. Zgodila se je sprememba, odločila sem se stvari vzeti v svoje roke in se vprašala, zakaj nisem srečna. Vesolje sem zaprosila, naj mi nekako priskrbi drugo službo, ja, to ne bomo, kjer bom cenjena, ok, zdaj pa kaj je najbolj bistveno. Napisala mi je, zgodilo se je s svetlobno hitrostjo in ne, to ni naključje. Odločno sem povedala, kaj želim in vesolje je to uredilo. In tako naprej, iskrena hvala, draga dama, ki si mi to napisala, ne bom prebrala, ful lepo mi je pol tudi na koncu napisala, res tako, zelo lepo sporočilo. Vsako sporočilo, ko ga dobim, je res tako srčno, tako polno emocij, da vas začutim, ko napišete, prav začutim vas. To meni ne delujem samo, da preberem besedilo, pri meni je samo tako, kar deluje iz srca, zavibrira z menoj. In sem vam zelo hvaležna za take komentarje. In lepo prosim, tiste, ki ste z mojo knjigo naredili preboj, naredile karkoli, si vzeli čas zase, razporedile vloge, prevzele odgovornost, danes bomo tudi o tem govorile, se odločile in se zavedale, da ste kreatorke svojega življenja, karkoli, naredilo nekaj, da ste zaradi danes, da ste zaradi tega drugačne, lepo prosim napišite. In sicer 12.5. Evo Eva bi me zdaj malo popravila, boste tiste, ki vas bomo izžrebali, boste imeli druženje z našimi ambasadorkami, to še naše ambasadorke ne vejo iz akademije. Mi 12. maja imamo delavnico tantre. To pomeni prav delavnico tantre in nekaj oseb bomo izbrale, ki bodo se nam pridružile.
takrat tudi na kosilu z našimi ambasadorkami, da boste malce začeli povezovati in potem, kaj bo to, kakšen dogodek bo za tiste, ki jih bomo izžrebali, bo naša Eva, ker naša Eva je novinarka, obvlada javni nastop, celo povedala mi je, kako bo imela, to pomeni, jo bo Tanja Skaza najela, zato da vas bo naučila javno nastopati, na kratko, kako se predstavite, kako izžarevate, to bo ona naučila, ta sendvič varianto, ona je celo meni rekla, da rečem, da ja, čakaj, nisem pozabila sem povedati, 3 zlata pravila, to pomeni, kako se čim bolj enostavno, kako suvereno nastopamo pred kamero, kako se naučimo suvereno nastopati pred kamero. Zdaj, spet bom nekaj predstavila, tako da upam, da ne bo zdaj nekaj pa, v redu je, stop, v redu je. Tako da, drage moje, pišite, z veseljem bom prebrala komentarje, z veseljem bomo izbrali nekaj naših ambasadork, kjer bodo to tiste ambasadorke, pol vas bomo tudi posneli, ker boste moje ikonice, moje ikone boste, ker želim, ne, da se mi knjiga prodaja, zato ker želim, da se knjiga prodaja. Želim, da se knjiga prodaja, ker je naredila nek preboj. To meni, ker je nekdo nekaj čutil, jaz bi si tako želela, da bi ta moja knjiga se širila po celi Sloveniji, ampak ne zato, tako kot tisti stavek, ki stoji, oh my god, en stavek bi rada povedala, ki sem ga pred leti, 2015, enkrat si ga izpisala, da se pomembni ljudje radi družijo s pomembnimi ljudmi, zaradi tega, ker potem mislijo, da so bolj vplivni. In se strinjam s tem. Če se ne bi družila s pomembnimi ljudmi, ne bi jih poznala in mogoče ne bi vedela, kakšen je ta svet in dejansko si potem želela iti v ta moj svet, kateri mi danes odgovarja. Včasih potrebujemo vplivne ljudi, včasih rabimo pomembne ljudi, zaradi tega, da nam naredijo preboj. Ampak jaz si ne želim, da moja knjiga vas naredi vplivne. Jaz želim, da moja knjiga naredi preboj, da se vrnete k sebi, da se imate rade, da začutite, da so vsi odgovori noter v vas in dejansko, da ko čutite svoj notranji mir, ni ene stvari, ki je ne boste uspešno naredile. Res ne. Tako da, pot k sebi je vedno tista pot k sreči in uspehu. Tako da, jaz bi si ta del želela, da moja knjiga vas pripelje do tega, če bi vedela pred leti, ne vem, kakšna bi bila, mogoče ne bi bila Skaza tako, ali pa bi bila še 3-krat bolj. V knjigi celo napišem, da bi bila knjiga, mislim, da bi bila 3-krat bolj uspešna, če bi bila takšna, kot sem danes. Zaradi tega, ker sem dosti bolj preudarna, vem, da vse, karkoli se mi dogaja v moje najvišje dobro, vem, da za vse, karkoli se mi dogaja, je tudi to, kar sem si sama skreirala, ker sem sama odgovorna za svoje življenje. Okej. To je to, kar sem želela prebrati. Strani sem, da vidim, koliko sem. Ja, nimam, zdaj imam pa še 5 minut, pa sem konc. Ampak vseeno, malo se bomo pogovarjali o odgovornosti. Zelo dobro poglavje v moji knjigi, jaz sem ga vsekakor pripravila, ampak ga ne bom prebrala, je v delu, kjer opisujemo v vrednotah. In tam tudi opišem v poglavju, kako je prišel en izmed sodelavcev in je rekel, da pričakuje od svojega vodje, da mu zelo jasno pove, kaj bo delal, kajti zato je on vodja. In opišem, da s tem se on odloči, da on ne sprejme odgovornost za svoje življenje in za svoje delo, ampak preda odgovornost nekomu drugemu. Okej, no in zdaj se dotaknemo tega. Okej, sem povedala vse. Tako da, punce moje drage dame, moje drage boginje, vse tiste, ki greste z mano na obred, veste, da ste pol boginje. Tiste, ki ste z mano na akademiji, pol veste, da ste boginje. Ampak se pa strinjam, da na začetku se mogoče malo sliši boginje. V resnici jaz res živim boginjo in dajem vsem mojim prijateljicam, sestram to, kaj bi se temu reklo, ne pozornost, ampak da jim dajem zavedeti, vedenje, da res so na drugi strani zame boginje. In čisto vse sprejemam takšne, kot so. Ker čisto vsako vidim, kakšno spremembo dela. No, naslednje srečanje, naslednji četrtek se vam oglašam, ker bomo prav z ambasadorkami akademije, boginjami,
v Piranu, delamo postavitev družine, wow, tam bomo pa pol videli, koliko vzorcev nam pada ven. In tam se bomo javljale in tudi kaj povedale, zakaj je dobro narediti en preboj sami pri sebi. Kaj je to dobrega? No, in zdaj začnimo pri glavnem preboju. Glavni preboj, kateri pa je, da se resnično odločite, da prevzamete odgovornost za svoje življenje. Vem, to je tako zlajnan stavek, kaj ta stavek sploh pomeni. Prvo, kaj ta stavek pomeni. Dokler ne dovolimo odpreti srca, ne moremo prevzeti odgovornost za svoje življenje. Zaradi tega, ker mi, ko odpremo srce, si dovolimo biti ranljivi, si dovolimo pokazati, oziroma ranljivi, poiskati pomoč, pa po drugi strani se zavedati, da to, kar je prišlo do nas, je prišlo z nekim razlogom. Ko pa mi ne odpremo srca, začnemo pa iskati krivce. Vedno iščemo krivce in rečemo, aha, ta je odgovoren za to, ta ni naredil tega, ta je premalj, ta je ono, in tako naprej. In ko se to dogaja, se mi vedno pojavimo v vlogi žrtve. In res je, jaz sprejemam vse, vendar osebe, ki jih vidim pa, da rade nastopajo v vlogi žrtve, se pa zavedam, da niso pripravljene prevzeti odgovornost za svoje življenje, vem tudi, da niso pripravljene narediti spremembo in vem tudi, da jim to paše, da je to tista hrana. Ampak kako dolgo? Ali res želimo, da ta vzorec prenesemo na svojo družino, naprimer na svoje otroke? Primer bom dala. Moj sin reče, jaz tako rečem, in pa jaz rečem, sine, prevzami odgovornost za svoje življenje. Nisem dobil pravočasno knjigo in nisem mogel nekaj prebrati, seveda, bolj so to izgovori. On se takrat pojavi v vlogi žrtve. Vsi drugi so odgovorni za to, ker on tega ni mogel narediti. Ok, zdaj pa poglejmo, ko mi rečemo, da smo odgovorni za svoje življenje. To pomeni, da so vsi odgovori kje? V nas. Ok, drugi stavek je tako, eden izmed najljubših stavkov, ki jih vsi ponavljamo, danes bi rekla, ko papige, sem kreator svojega življenja. Ok, če si kreator svojega življenja, si skreiraš svoj life. Sam si ga narediš, to pomeni, ti se odločiš, ali boš na tem sestanku uspešen, ali boš s temi vodji uspešno delal, ali boš doma s partnerjem si naredil pristen odnos, ali ne boš. Ali vse delamo sami. In ker vse delamo sami, še vedno se nam zdi, da nismo, mi smo pa odgovorni za svoje življenje. Zdaj ne bom brala komentarje, bom pa vsekakor z veseljem tiste prebrala komentarje, karkoli mi pišete. Tako da, moja cela knjiga, čisto cela knjiga je napisana v tem, da ste sami odgovorni za svoje življenje. Začnem že z mojo zgodbo, že samo v tem, da če si ne vzamem čas zase, ni nihče drug kriv kot pa jaz. Že samo to, če se zjutraj ne vstanem ob 6, ni nihče drug kriv kot pa Tanja. Samo tako, če želimo si narediti dobro življenje, začnemo zjutraj, ne začnemo popoldne. Če imamo zjutraj lep dan, verjamete mi, da bo tudi lep večer. In kaj je še najbolj pomembno? Seveda, da niso vsi dnevi krasni. Iskreno povedano, glejte, tudi jaz imam zdaj, vse se ti nakopiči, veliko stvari, to pomeni, ful se nam dogaja, dejansko maj je tudi tista največji razcvet vsega, kar obstaja, meni je že april na polno, in potem se pač to dogaja, da si sam daješ nahrbtnike gor. In mi je glih danes rekla moja Hanka, moja draga gospodinja, res naša zlata gospodinja, je rekla, Tanja, pa ni dovolj, da toliko delate, dajte si malo sama, pa zdaj me skoraj premalj me vidi, in mi reče, dajte si malo več časa vzeti zase. Evo, in čisto lepo mi je rekla, in jaz to vem, se je od mene odvisno, se ni odvisno nikogar drugega. Jaz ne morem kriviti pa reči, veste, oni so tam, oni tam, to gor dol sem tja. Jaz sem tista, ki si lahko naredim to življenje lepo. Ne glede na to, tako kot mi pišejo eni, pa pri malih otroci, pa pri malih, pa pri tem, pa v službi, pa ne vem karkoli. Vedno
je pomembno si vzeti čas zase. Kaj pa je najbolj potrebno vedeti, ne? Če ste pa voditelji ali pa starši, kako, če vi ne boste znali sprejeti odgovornost zase, skreirati sebi dneva, kako ga boste potem skreirali svojemu otroku in mu pokazali temu otroku, da lahko je samostojen, da ni vaša last. Kako mu boste? Ali, dragi vodje, pri svojih sodelavcih, čisto isto, ne gre drugače. Odgovornost je največja tema. Jaz ne vidim večje teme kot pa odgovornosti, tako da ne bom več, ker bom vsega preveč dala. Dajmo si naj bo ta en stavek, da naprimer, če že samo to rečete si, tudi sami pri sebi, ja, valjda, sem jaz najboljša verzija sebe, sem kreator svojega življenja. Mogoče vsaj to ozavestite. Sem kreator, sem odgovoren za svoje življenje. Sem odgovorna za svoje življenje in se počutim varna. Mislim, jaz imam 100 stavkov, ki jih lahko počnem. Ne iščite druge, da vam pomagajo. Vsi odgovori so v vas. Najprej začnite z osnovnimi stvarmi. Osnovna stvar, katera pa je, kako si svoj dan skreirate, kako greste v službo, kako ste pri vaši družini, kako vidite otroke. Meni je najhuje, ko slišim mamice, ki ful jamrajo o svojih otrocih. Se tudi jaz zajamram, čeprav mi je sin rekel, da me prosi, da nič več ne govorim o njiju. In ne bom. Zdaj bom izključno govorila samo o meni in o Igorju, če bo seveda dovolil, ampak predvsem bom to navezala na izkušnje, ker je rekel, da pač nima rad in spoštujem ta njegov čas. Ampak kaj je bistveno? Lahko malce pojamramo, kakšni so naši otroci. Zakaj lahko pojamramo? Ker s tem pokažemo ranljivost in s tem iščemo odgovore. Vendar, da pa kritiziramo svoje otroke, to pa ne, ker s tem kritiziramo sebe. Ko mi rečemo, kakšni so, neznosni so, grozni, sem tja, kot da kritiziramo sebe. Jaz nekako potem poskušam dati v usta besede, ker sem jaz to včasih počela in pa pol spreminjam, ampak vidim, da ne, da to človek je prav, da ozavesti in ko ozavesti, bo tudi on naredil spremembo. Jaz bi danes končala s tem videom, mogoče tudi tako, ker sem res v zenu, tudi zaradi mojega strica. Rada bi videla, kakšni preboji so se naredili. Res bom vesela vaših komentarjev, vse jih bom prebrala. Drage dame, tudi to želim, da pridete, da vas poznam po energiji, da vidim, kakšne ste. Se vam ne znam povedati, jaz človeka, ko ga začutim, točno vem, kaj je tisto, kar mu manjka, kaj je tisto, kjer lahko naredi preboj, če seveda si dovoli odpreti srce, zato pravim, prvo odprimo srce. Ne gre tudi, ker se dva kregata, pa če nimate odprtega srca, se samo ego dela, samo cp. Midva, ki se z možem skregama, jaz tako rečem, a smo zdaj zašla v ego, a smo zašla v kdo od naju nima odprtega srca, kdo od naju je zaprl srce, pa se pa umirima, pa ko gremo dol, pa se umirima. Želim vam en krasen večer, res krasen večer. Pričakujem, da bo veliko komentarjev, veliko lepih sporočil, ki mi bodo ogrele srce, ko bom videla preboje v naši Sloveniji. Jaz sem prepričana, da se da. Da se, drage moje, in vedno se začne pri nas, vedno pri nas. Mi smo tiste, ki smo rodile, ki smo dobile novo in dale podarile novo življenje naprej. In če bomo mi vedele, da smo že zmagovalke, ki smo rodile, pa rečemo, le nekaj dobrega sem naredila, dajmo zdaj pogledati, kje smo še zmagovalke, sem prepričana, da bomo to Slovenijo, ne samo to Slovenijo, celo ljudstvo spremenili. Ko bomo manj gledali televizijo, ko se bomo manj ukvarjali z drugim, pa ko bomo tudi odpuščali si za vse rane, ki smo si jih zadale. En lep večer vam želim, javim se vam v četrtek iz Pirana, vesela bom vaših komentarjev, res si želim prebrati vse, kar ste napisali in izberem 9, 12, 15, 5. Tiste, ki se mi bodo vzele tako, ki mi bodo pobožale dušo na način, ne pobožale dušo zame, ki bom začutila, da so res komentarji, ki naredijo preboj. Draga dama, tebe, ki sem pa prebrala, ker si mi pač napisala glikar, pa lahko lepo prosim tudi ti deliš, če ti ni nerodno komentar, kar si napisala mi zasebno. Čau in se vidimo, dragi moji, kmalu. Čau.
A ja, lepe praznike. Dobro, to bom dala pa čestitko za praznik.